povej, koliko je ta korona v bistvu pohitrila digitalizacijo? Ti si rekel, ti si imaš, se pravi, imate agencijo, ogromno povpraševanje je bilo za razne spletne trgovine, da se postavljajo nove spletne strani, da se uvede razne hitre rešitve. Koliko je po tvojem mnenju ta v bistvu pandemija vplivala na pohitritev digitalizacije? Jaz mislim, da je vsaka kriza za nekaj dobra in če ne drugega, zdaj smo se vsi naučili vsaj Zoom uporabljati. Ker prej si imel problem pri temu, da nekdo ni znal, ne vem, maila poslati, zdaj pa imamo vsi že, pač kar ni več problem se online dobiti, pa stvari se online zmeniti. Jaz mislim, da je imelo full push na temu, mislim, da ga bo še nekaj časa, pač se bo še to dogajalo, da pač bomo še vedno bolj ratali digitalni, kar je itak nujno, ker tisto do zdaj, če zdaj nisi se digitaliziral, pač se tudi nikoli ne boš. Pa veliko takih firm, ki se pač ni, je pač vmes propadlo. Tako da ja, za moje pojme je ta korona, kakorkoli že, pač imela ful dober vpliv na digitalizacijo. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Danes je z mano ena zelo izjemna oseba, s katero sem imel jaz veliko čas delati skoraj 4 leta v družbi BTC, v razvoju in inovacijah. Z mano je Robi Pritržnik, zdaj on ima res fascinantno zgodbo, od tega, da je bil predavatelj na višji šoli, do tega, da je delal oziroma bil na nižji glasbeni šoli, do tega, da je bil dolg časa full stack developer in ima res izjemne projekte za sabo, ki so bili veliki uspehi, do tega, da je zdaj postal lastnik svojega podjetja, CEO in ga vodi. Tako da, Robi, pozdravljen v naši novi epizodi. Jaz sem zelo vesel, da si z nami. Tako da, daj nam malo povej o sebi, malo povej nam o tej svoji poti, kako si začela, kako si prišel do tega. Hvala najprej za povabilo. Sem ful vesel, da sem lahko tle. Zdaj, pri meni je v bistvu šla nekako ta podjetniška pot, tako da sem nekje oziroma v začetku srednje šole sem nekako, ko sem glasbeno tudi končal, sem rekel, da bi v bistvu pač lahko postavil nek glasbeni portal, kjer bi v bistvu objavljal novice, delal recenzije, reportaže, imel forum. In to je bila v bistvu neka prva taka ideja, ki se je tudi realizirala. Takrat sem prvič neko ekipo skupaj sestavil, pa smo v bistvu začeli čisto kot dijaki na srednji šoli mulci v bistvu delati nek portal, ki smo ga kasneje pol tudi rebrandali, pa naredili še neko novo verzijo tega, je bil to pol music.si. In v bistvu od tega se je pol nekako v bistvu začela ta neka moja želja po nekih svojih projektih. Na faksu pol smo, ne vem, imeli s kolegi idejo, da bi v bistvu poučevali otroke programiranja in smo v bistvu odprli neprofitni zavod zasebni, pa smo v bistvu imeli sestavljene programe, ki smo v bistvu poučevali, bom rekel, programiranja za osnovne šole. To je bil v bistvu en prvi tak kiks, ki smo ga naredili, ki smo v bistvu napačen target v bistvu zbrali. Pač ti smo v bistvu prodajati osnovnim šolam, ki nimajo dosti denarja, ki zelo dobro, pa par let kasneje v bistvu se pojavila en čist ista stvar, Digital School, in oni so v bistvu to zelo dobro naredili, ker so v bistvu pač šli na starše. Na faksu sem v bistvu kasneje pol odprl prvič svoj SP, takrat je bilo možno imeti še študentski SP, po mojem sem bil eden izmed zadnjih, ki sem lahko to naredil. Takrat sem v bistvu šel to delati čist brez nekega poslovnega modela, nisem imel sploh nekih ciljev, nekaj tako, pač rekel sem, ok, jaz bi nekaj sam probal delati, pa sem tako prvič full failal. Dejansko pač ni šlo, ker pač za vsako stvar, ko se lotiš, se rabiš prej malo razmisliti, pa malo raziskati, pa si pripraviti. Ampak od vsake take stvari, ko smo se jo lotili, sem se nekaj naučil. Pol kasneje sem pa v bistvu pač začel predavati na srednji pa na višji šoli v Velenju. Sem učil računalništvo pa praktični pouk. Bil tam par let in pol sem prišel v Ljubljano, se sem preselil, delal v ful večji firmi, pač prvi spoznal, kako izgleda Corpo World, se še tle kaj dosti novega naučil. Sem pa ves ta čas imel v bistvu pač neko željo, da v bistvu naredim svojo firmo in zdaj v bistvu sem, bom rekel, direktor agencije in v bistvu delamo svoje projekte. That's on a short run. Ful dobro. Ok, preden se poglobiva v tvoj nov izziv, v tvoje nove podjetje, daj mi povej, si bo ti zmer oseba, ki je probavala skozi nove projekte, skozi nove izzive, pa si rekel, da si imel SP, pa si probal projekt, pa ste naredili fail. A si bi že skozi rojen kot nek v bistvu entrepreneur, se pravi podjetnik,
Ali misliš, da se oseba s tem rodi? Jaz mislim, da v eni točki no. Ker vedno, ko smo po mojem na nekem trenutku začutiš, da je to nekaj, kar te žene in začneš to delati, je pa to nekaj, kar se lahko tudi naučiš. No. Tako da v bistvu it goes both ways. No. Top, da mi povej, če bi še enkrat šel nazaj k mlajšemu Robiju, da bi bi kaj drugače spremenil? Ker si rekel, da si imel kar nekaj recimo izzivov, nekaj napak, nekaj success storyjev, a bi šel nazaj, pa bi si dal kakšen nasvet, a bi kaj spremenil? Ne, isto bi pustil, ker mislim, da moraš iti čez neke te napake, ker iz vsake napake se lahko ful naučiš, pa je to ful dobro za tebe. Tako da v bistvu ne bi kaj dosti spremenil. Tudi koliko nazaj razmišljam, ne vem, bi bilo drugače, če bi šel, ne vem, v Ljubljano študirati, ker jaz sem v Mariboru študiral, pa če bi se še enkrat isto odločil, bi po moje isto naredil. Tako da iz tega vidika jaz ne bi kaj dosti spremenil. Kaj pa je nasvet, ki bi si ga dal sebi, če bi si ga lahko dal? Kot nasvet, če bi si ga lahko dal, bi bilo definitivno to, da večkrat poslušati druge, ker včasih sem rinil z glavo skozi zid, pa sem si mislil, pa se bo, pa pol ni bilo, ne. Ampak ja, nasvet ljudi okoli tebe ti dostikrat lahko reši kak problem, ki ga se ti pojavi. Ful dobro. Ok, deva zdaj na tvojo novo zgodbo, se pravi, zdaj si šel iz vloge, da si večkrat probil s kolegi kakšno podjetniško idejo uresničiti, do tega, da si delal v veliki korporaciji, pomagal različnim startupom, do tega, da imaš zdaj v bistvu svoje podjetje in si zdaj prišel v bistvu v neko leadership vlogo. Kako je to zdaj? Povej malo. Ful drugače kot vse ostale stvari, ki sem jih prej delal. Ampak jaz sem po naravi tak človek, ki imam ful rad nove stvari. Jaz ne morem delati ful časa eno pa isto stvar, skozi se mora nekaj dogajati. In delal sem prej, pa tudi delal, ne vem, v raznih drugih agencijah, developerskih, pa videl, kako to stvar izgleda. Ampak glavna razlika, ko jo zdaj opazim, je, da v bistvu zdaj sem nekako odgovoren tudi za druge ljudi. Vse, ki si sam, ni problem, nekako furaš to zgodbo, je tudi dosti lažje. Zdaj pa tako, da v bistvu imaš neki, moraš skrbeti za ekipo, moraš človek v končni fazi je na drugi strani, za katerega moraš poskrbeti in je malo drugačno delati na tej firmi, v bistvu tako iz vidika managementa, kot pa če imaš svoje projekte. Je pa ful challenging in ful dober in zaenkrat nam gre ful dober. Jaz vedno tako gledam pri teh stvarih, ful dajem ekipo na prvo mesto. In to mi v bistvu največ pomeni, da se med sabo razumeš, pa da v bistvu dobro lahko delaš. Super. Zdaj, ti si bil dolg časa v enoti za inovacije od BTC-ja, kjer smo ustvarjali nore stvari do v bistvu prvega avtonomnega vozila, do to, da je BTC postal first Bitcoin City na svetu, skozi te neke nove tehnologije. In zdaj si ti vrgel v podjetje oziroma ustanovil podjetje, ki je tudi v bistvu na vrhuncu teh novih tehnologij. Daj malo povej v bistvu, kaj se Forage, s čim se ukvarja Forage Labs. Forage Labs je v osnovi digitalna agencija. S tem, da mi smo nekako se specializirali oziroma usmerili v AR pa VR razvoj, se pravi obogateno pa virtualno resničnost, kjer v bistvu poskušamo to tehnologijo plasirati ali pa uporabiti tam, kjer lahko v bistvu s tem pristopom pripomoremo k ali neki boljši uporabniški izkušnji ali k neki predstavitvi, ker se gre v bistvu za vizualizacijo 3D modelov. Imamo pa v bistvu še dva druga pilarja. Zelo močni smo na spletnem razvoju pa na mobilnem razvoju. Jaz pa v bistvu sem tako 10 let se ukvarjal z spletom, tako da v bistvu smo to nekako še vedno naprej delamo spletne strani pa mobilne aplikacije, spletne trgovine, razne integracije. Ampak nekako navzven pa poskušamo delovati kot v bistvu neka go-to agencija za AR pa VR razvoj. Zdaj za osebe, ki tega ne poznajo, lahko malo razložiš, kaj je to sploh AR pa VR? Daj nek primer oziroma pa kakšen projekt, ki ste ga delali, da si bomo znali lažje predstavljati. Ja, mislim, to za mene je ful zanimivo, zato ko kdo vpraša, pa vedno mu rečem, AR pa VR so vsi že uporabljali, pa se noben v bistvu ne zaveda tega. Če ne drugega si uporabljal to, ko si na Instagramu delal filter in ko v bistvu daš gor nek, ne vem, ali gif ali karkoli, nek smiley, v bistvu je to na nek način že uporaba AR-ja. Ali pa, ne vem, ful dober primer je bila ta igra, ki je bila 3-4 leta nazaj popularna, Pokémon Go, ki smo vsi te Pokémone lovili kot norci po cestah. Tako da to je v bistvu to. Se gre za v bistvu tehnologijo, kjer
na primeru AR-ja v bistvu nek realen prostor, se pravi, ali v pisarno na tla, zunaj, kjerkoli pač postaviš virtualen objekt in ga v bistvu pač prikazuješ. V primeru VR-ja je pa v bistvu, da pač si v nekem okolju, kjer lahko v bistvu na virtualni sceni prikazuješ pa delaš neke interakcije z stvarmi, ki so tam. To je pa večinoma dostakrat bolj v kakih igrah popularno, kot pa v bistvu v nekih real cases. Super, top. Da mi povej, kako je kaj, se pravi, Slovenija je zelo specifičen trg, kako smo pa pri nas kaj dovzetni za te nove tehnologije? Ja, pač to pri takih stvarih je vedno problem, ker pač delaš z majhnim trgom in v bistvu dosti hitro nekako izčrpaš to. Ampak vseeno, pač v tem letu, ko smo mi delali, smo kar dosti stvari lahko naredili, tako da v bistvu pač se najde interes za to, je definitivno ful povpraševanja. Pa mislim, da so se v bistvu pač tudi firme že malo začele same v bistvu bom rekel, zanimati za to, ko v bistvu pač prepoznajo to v bistvu dodano vrednost tega. Ker na začetku se mi zdi, da smo vsi, ki smo se s tem ukvarjali, mogli ful izobraževati ljudi na način, kaj to sploh je, kak je benefit, zdaj pa v bistvu je že do tega, da ne vem, dobivamo povpraševanje od firm samih, da že razmišljajo nekaj časa o AR-ju in da so nas slučajno našli in da če bi se pa dobili na sestanku, da lahko mogoče malo predebatiramo. Tako da, ja, pač lažje je to delati na velikih marketih, ampak vseeno pač Slovenija se mi zdi en tak pač v bistvu cool environment, ko imajo nove tehnologije v bistvu nek posluh, pa se jih da v bistvu spraviti v življenje. Pa podjetja, ker mi imamo ogromen poslušalcev, ki so v bistvu podjetniki ali pa želijo biti podjetniki, kaj pa podjetja lahko naredijo s to tehnologijo? Na kakšen način je v bistvu najbolj, kakšne projekte delate, v kaj vas vabijo? Zdaj nam je trenutno ful aktualen turizem, ker pač, zdaj v bistvu še ta korona imela v bistvu nek post-efekt za te stvari, ampak v bistvu na področju turizma je ogromno bilo nekih projektov po v bistvu primeru ali zagotoviti neko izkušnjo turističnih vodnikov v raznih aplikacijah. Imeli smo primere iz avtomobilske industrije, kjer je v bistvu bilo potrebno vizualizirati razne stvari, preden grejo v razvoj. Delali smo ogromno, to je v bistvu tudi pač dostakrat, ko se v bistvu firme odločijo za tako stvar, v bistvu ne vem, marketing, predstavitev izdelkov, se pravi vizualizacija stvari, ki jih delajo na sejmih ponovadi, pač dostakrat razmišljajo, kako bojo firme drugačne od drugih, s čim se bojo lahko pokazale in ne vem, zadnje par let sem dostakrat opažal, da grejo firme v VR pa AR, pa v bistvu pač naredijo neko stojnico, kjer v bistvu pač na tak način predstavljajo svoje storitve. Top. Zdaj greva pa malo midva v vlogo vodje. In mene zanima, se pravi, ti si šel iz korpo sveta, kjer si bil del ene večje korporacije, recimo kot je BTC, v to, da si zdaj sam imaš svoje podjetje z 2 zaposlenima, gre vam zelo dobro, verjetno se boste v prihodnosti širili. Tako da malo mi povej, kaj si ti, prvič, si imel kakšnega mentorja in drugič, kaj misliš, da so dobre lastnosti vodje? Zdaj, prav, da bi imel enega mentorja, ne. Sem pa zelo v bistvu pač bil obkoljen v startup svetu, ker sem pač dosti sodeloval v ABC pospeševalniku po Velenju v Saša inkubatorju. Sem bil v bistvu obkoljen z ljudmi, ki pač so že imeli firme, ki so bili startupi, ki so, ne vem, ali delali v raznih podjetjih, pa tako in pač od vsakega sem se probal nekaj naučiti. Zelo so me zanimali tisti, ki so imeli biznise, pa jim ni ratalo, se pravi pač zakaj ni šlo, kaj je bilo tisto, ker od tega v bistvu se pač lahko največ poveš, v bistvu se naučiš, ne. In to mi je bilo najbolj tako, da v bistvu pač bi rekel, da pač s komorkoli sem delal, sem se lahko nekaj od njega naučil, tako da pač recimo, da sem imel več mentorjev. Ja, to. Kaj pa lastnosti, ki si jih recimo mogoče vzel od kakšnih teh ljudi, vodij, pa zdaj v bistvu prenašaš ti na svojo ekipo, pa na svoje podjetje? Ja, jaz pač sem že v osnovi zelo tak, ki pač rad pomagam, pa v bistvu pač ne glede na to, je to sodelavec, prijatelj, kolega ali pa kdo z ulice. V prvi fazi se mi zdi, da pač moraš biti človek. Ker tudi na drugi strani pač delaš z nekom, ki pač ima svoje želje, kakorkoli. Predvsem moraš biti na voljo, to je dostakrat ful velik problem, pa moraš znati poslušati. Pa še bolj v bistvu od tega, ko pač je to, da v bistvu, da sebi ne daješ neke prevelike titule, da v bistvu pač veš, da je ekipa v ospredju, da delate skupaj za en cilj,
In to je tisto, kar v bistvu pač jaz tudi dostikrat hočem izpostavljati, da pač ekipa je vedno pred posameznikom in posameznik pa valjda pač je toliko močen, kot je ekipa. Ne? Tako da, ja, no, to nekako se mi zdi najbolj pomembno, da znaš pač poslušati pa skrbeti za svoje zaposlene. Dobro, kako je bilo pa pri vas v času korone? Ste bili bolj, katere medije ste uporabljali, kako ste komunicirali? Ja, mi nismo nobene razlike opazili, ker smo tako že bili online. Je pa res, da v bistvu tekom te korone smo v bistvu mi štartali en projekt, ki smo v bistvu pač firmam brezplačno pomagali, pa v bistvu jim pomagali vzpostavljati v bistvu pač te delovne procese. Pač mi konstantno komuniciramo na Telegramu, mi si mailov med sabo ne pošiljamo, ker je pač jaz maile imam samo za komunicirati navzven. Tako da v bistvu pač smo online skozi na Telegramu in to je v bistvu pač naš komunikacijski kanal. Smo pa, ja, to, ko sem omenil, da smo pač drugim pomagali, smo pa naredili en čisto enostaven blog, delamdoma.si, pa smo gor v bistvu nametali članke, kako se, ne vem, skupno delo na dokumentih, kako se povezati, kako so, ne vem, na Skypeu, na Zoomu, te stvari. Pa smo v bistvu dobili ful povpraševanja od raznih podjetij, od nekih glasbenih šol, ki je ena učila, ne vem, violino, kako zdaj to online lahko dela, pa do, ne vem, nekih firm, ki so bile v logistiki, kako se lahko zdaj organizirajo, da bo od doma, pa smo jim v bistvu pač brezplačno v tem času pač pomagali vzpostavljati te procese. Ful dobro. Daj mi povej, to mi je bilo zanimivo, ker si izpostavil, da imaš komunikacijo navzven maile, se pravi komunikacijo z ekipo pa Telegram. Pa misliš, da je to predvsem bolj učinkovito? Da to tudi v bistvu pohitri stvari? Ful to pohitri stvari. Pač edina stvar, kjer moraš biti pač pripravljen, pa to kot odprt je, da pač kdaj se tudi v nedeljo ob 3 popoldne pogovarjaš na chatu. Zakaj je to ful dobro? Zato, ko pač v mailu noter so vsi, pač v inboxu imaš ti od vseh maile in pač pol filtrirati tam na svoje pa na zunanje je tako pač. You get lost. Plus tega, vsi imamo mail, ga prebereš, pa si misliš, se boš kasneje odgovoril. Če pa na chatu je pa to pač pogovor, ki je real time, poteka tam in se ful hitreje določene stvari izmeniš. Tako da to mi že v bistvu od samega začetka pač prakticiramo in je zakon. Top. Zdaj greva pa na en projekt, ki ti misliš, da te je streljil. Posebej pa dotaknila mogoče enega projekta, ki je zdajle, ki je ratel fenomen, ki si ga ti naredil, si bil njegov oče. Tako da, a je to ta projekt, ki te je streljil, a imaš še kakšen drug projekt, ki te je v bistvu zdaj izstreljil, pa so te ljudje začeli opažati, pa v bistvu kontaktirati? Ja, v bistvu nismo zaradi enega projekta sploh nastali. Pač jaz sem v bistvu pred tem imel svoj SP in pač toliko dost freelancov okoli. In sem nekako prišel do enega posla za pač neko večjo firmo, pa smo v bistvu takrat porazmišljali, ok, če bomo to, itak sem vedel, da sam tega ne bom mogel delati. In ideja je bila pol taka, da v bistvu sem pač šel do 2 sošolcev, ki smo bili na faksu skupaj. Sem rekel, lej, tole mama, bi mi to skupaj delali. In pa smo vse neki računali pa gledali, bi zdaj vsi 3 imeli SP ali kaj. In pa sem jaz rekel, dej pač, kva pa če probamo kar narediti svojo firmo in smo odprli firmo in v bistvu zaradi tega projekta je v bistvu 4H Labs sploh nastal. Se je pa v bistvu pač šlo tudi za ARO področje in zaradi tega smo pol v bistvu celo zgodbo 4H Labsa sploh začeli razvijati. No. Tako da to je v bistvu taka, zaradi česar smo mi nastalno. Tako. Super, da mi povej, iz kje ime? Kaj se skriva od zadaj za tem imenom? Ja, to se vsak vpraša, pa v bistvu pač stvar je bila taka, da smo razmišljali, kje pa, kaj pa, koliko in pa smo rekli, ok, delamo pač ful širok spektr storitev, pa za razna področja, to je v bistvu pač 4H. Druga finta je pa, da 4H je v bistvu zanka v programiranju in pač smo vsi 3 bili, ker smo pač IT-ovci. Ja, to je ful dobro, se to bojo vsi razumeli, v bistvu pa samo IT-ovci razumejo, tako da noben tega ne razume. Pol navzven prodajamo pač to zgodbo, da ja, pač so storitve za vse pa na različnih področjih in ok, ne bo, ne. Ok, zdaj greva pa na en projekt, ki je pa po moje zdajle v zadnjem času res požel slavo, tako da ti čestitam, pa boš malo več zdajle v kratkem ga predstavil. In sicer ti si naredil slovenski Amazon, če lahko temu tako rečeva. Tako da povej mi o tem projektu, povej od kje ime, kaj se dogaja, koliko imate že ponudnikov, ker res zgodba je fantastična, jaz tudi nočem razkriti zdaj imena, ker hočem, da pride vse iz tvojih ust. Tako da povej, kako je prišlo do slovenskega Amazona.
Mi smo pač, ki je bilo to obdobje korona, pa tega se je ful začelo, dve stvari so se začele dogajati. Pač kar naenkrat je bilo na Facebooku ogromno nekih skupin, ne vem, lokalna pridelava, lokalni ponudniki, pa vsi bi imeli spletne trgovine. Mislim, mi smo imeli klicev, ne vem, ogromno pač za neke spletne trgovine in smo rekli, pač ne moramo mi toliko tega narediti v kratkem času in smo v bistvu probali rešiti dva problema. Eden je ponuditi spletno trgovino podjetjem on the go, se pravi v parih minutah, da lahko prodajaš online. Kot drugo pa to, da v bistvu pač združujemo ponudbo na enem mestu, da lahko pač kupci pridejo do tega. In ker smo predtem, ko smo omenili že prej, delali en projekt čistko za hec, ta delam doma.si, smo rekli, kako bomo pa zdaj to imenovali. Nič pač, če si delal doma, boš pač zdaj tudi kupoval doma in je pač nastal kupujem doma.si. In to je v bistvu pač ta slovenski Amazon, kjer v bistvu združujemo spletne trgovine na enem mestu. Zdaj jih imamo 130 in je ful dobro, pač v bistvu se onboardajo sami gor, nekaj mi kontaktiramo prek Facebooka pa tako in je v bistvu pač v tem mesecu pa pol, ko stvar obstaja, v bistvu že ful zrasla. Kaj pa je recimo glavna razlika, zakaj sem jaz rekel slovenski Amazon, ker ogromno je nekih spletnih trgovin, tako kot si rekel, nastalo v tem času, tako da kaj je kupujem doma drugače? Ja, to je zdaj tako. Iz vidika kupca, njemu je pač, to smo zdaj ugotovili, da njemu je pač praktično čisto vse, ki je kupil. On pač hoče stvar kupiti in gre online in pač kupi, kjer je najceneje, če je price shopper oziroma gleda na kvaliteto, če pač je quality shopper. V osnovi sta pa pač dva koncepta, ali si e-commerce ali si pa marketplace. Če si e-commerce, pa v bistvu pač ti skrbiš za prodajo svojih izdelkov ali pa storitev na svoji spletni trgovini in pač izvedeš vse, se pravi, od naročila do plačila, do pakiranja pa dostave kupcev. Če si pa marketplace, pa v bistvu združiš več takih spletnih trgovcev na enem mestu in dodatna prednost tega je, da lahko kupec naenkrat v enem nakupu kupi od večjih spletnih trgovin hkrati. Kar pomeni, lahko kupiš, ne vem, bom zdaj karikiral, pralni stroj od Gorenja ali pa televizor v Big Bangu in v bistvu pač na enem mestu oba dva nakupa opraviš. To je glavna ta razlika. Top, super. V glavnem, se pravi, ste slišali zdaj zgodbo o slovenskem Amazonu, ki kar še narašča. Kakšni so pa tvoji cilji zdaj s tem projektom? Naš glavni cilj, oziroma bom rekel pač pain, ki ga zdaj rešujemo, je logistika. Ker problem, ki ga trenutno imamo, je, da ti v bistvu res naročiš pač od večjih ponudnikov v eni košarici, plačaš, pri čemer pač plačilo smo že rešili na tak način, da v bistvu pač gredo sredstva direktno do tistih ponudnikov, pri katerih je bilo naročilo oddano. Problem je pa dostava, ker ne vem, imaš eno spletno trgovino, ki dostavlja iz Murske Sobote, enega iz Kopra, kaj se zgodi, ko naročiš, pač dobiš domov 2 paketa. To pa pomeni dvojna poštnina in pač to so tudi pač stroški valjda s tem povezani na kupčevi strani. Ideja je, da nekako prijemo do tega, da se vzpostavi centralno skladišče, kjer v bistvu bojo vsi ti ponudniki, ki so gor, v bistvu pač imeli shranjeno vso svoje izdelke in jih v bistvu lahko mi potem dostavljamo iz ene lokacije. Temu se v bistvu reče fulfillment in to je v bistvu pač nek cilj, do kjer ga še moramo priti. Potem pa v bistvu pač sam scalanje, pa v bistvu pač čim več delati na marketingu, ker rekel tako, pač pri marketplacih je 90% biznisa je v bistvu marketing, ne? In to je pa glavno, kar se bo še, kjer bomo mogli še veliko narediti. Zelo zanimivo, zelo zanimivo. Zdaj smo verjetno slišali tudi, kako je Jeff Bezos Amazon začel, tako da tako je naš Robi pritožnik začel zdaj kupujem doma, tako da jaz vem, da bo ta projekt še daleč šel. Zdaj se deva pa vrniti malo, gledam tudi, da si prevzel novo vlogo kot direktor, kjer imaš tudi 2 zaposlena. Prej si pa delal v korporacijah, pa bil svetovalec, pa razne druge startupe vodil. Kako je zdaj tvoja ta vloga kot direktor se spremenila? Kakšno imaš dnevno rutino? To je zdaj tako. Kar naenkrat sem bil vržen v neke procese, ki so na začetku niso imeli niti nobenega, tako ne vidiš smisla. Ker naenkrat se moraš ukvarjati pa z računi, pa s pogodbami, pa z usklajevanji, pa sestanki, pa gor, pa dol. Še bolj kot to je pa pač v bistvu ful usklajevanja v bistvu timskega dela. Pa zdaj
res se sliši, pač, da smo majhna ekipa, ne, pač redno smo 3 zaposleni, pa imamo še zraven študente, pa zunanje izvajalce. Ampak, ko se ti projekti začnejo nabirati, hitro prideš do tega, da pač moraš imeti nek project management sestavljen, pa v bistvu pač po njem delati, tako da pač kako pri nas to zgleda je, da pač skušamo imeti neke čist kratke 10-minutne jutranje briefinge, kaj so v bistvu pač taski za tisti dan. V ponedeljkih imamo pa ponovadi v bistvu pač briefing za cel teden, da se v bistvu pač nek tak enostaven plan naredi. Zdaj pri nas je bilo to tako, na začetku tega nič nismo delali, ker pač tudi sem mnenja, da na začetku te take stvari mogoče malo dušijo. Pač, ker si na začetku moraš imeti malo svobode, pa tudi videti, da priješ sam do tega spoznanja, da te stvari rabiš. Zdaj smo pa v bistvu v tej fazi, ker se nam ogromno nekih projektov nabira in je pač brez tega bomo pač obstala. In to je v bistvu pač to, kar je v bistvu zdaj glavni challenge, se pravi, da se bolj organiziramo, pa da smo v bistvu pa tudi pripravljeni na nek scale. Ful dobro. Zdaj mi pa še nekaj povej, se pravi, ti imaš zdaj kar eno lepo število projektov, ti, kar recimo iščeš novega zaposlenega za tvojo ekipo, kaj je neka glavna stvar oziroma lastnost, ki želiš, da jo ta oseba ima? To, da v bistvu pač prepoznaš v njemu, da je lahko pač part of ekipe, da je team player, da vidiš, da ima neko v bistvu pač tisto željo po sami osebni rasti, kar je dostikrat ful problem, pač, ker če nimaš ti nekega cilja tudi sam za sebe, pa ne boš toliko effort dajal v bistvu v samo pač delo, kjerkoli si. Če pa ti veš, da pač lahko ti osebno rasteš, se pa v bistvu tudi dosti bolj potrudiš. In to se mi zdi, pač so 2 take stvari, ki jih moraš videti. Oziroma, ki jih moram prepoznati. Se pravi, da vem, da si team player, plus da vem, da pač imaš sam tudi neke druge višje cilje, ki jih pač hočeš doseči. Kaj pa po tvojem mnenju, na začetku si omenil, da si imel tudi kar nekaj failov v življenju. Koliko so po tvojem mnenju pomembni ti faili? Nujni. Nujni, ker tako je, bom rekel, če bi imel enega mentorja, ki bi mi vse te stvari povedal, se ne bi toliko naučil, ker se pa naučiš, ker sam neke stvari failaš. Ampak noben fail ni pač tako pač fail. To je pač šola za tebe, ker si nekaj ven iz tega naredil, tvoj edini task je pa, da ugotoviš, kaj je šlo narobe. Ker pač, če nek projekt zapreš, ki pač ni šel, pa da spolno razmišljaš o tem, zakaj ni šel, pa to ne ugotoviš, po mojem nisi nič naredil. Pa zdaj mogoče ne boš pač takoj danes ali pa jutri ugotovil, kaj je bilo narobe, ampak mogoče čez pol leta ali pa 1 leto, ko se boš kakšne druge stvari delal, boš pa ugotovil, kaj je šlo narobe. Tako da te napake so nujno, celo življenje jih bomo delali, je pa res, da kadarkoli kasneje, ko boš šel delati te napake, boš pač bolj robusten pri v bistvu reševanju teh problemov. Pa tako je, nekdo, ki je ekspert, je pač v bistvu sam nekdo, ki je res naredil vse te napake in je šel čez njih. Tako da to. Se popolnoma strinjam, res se mi zdi, da se pravi, if you fail fast, iz napak se največ naučimo. Zdaj me pa zanima, ti si imel zelo dobro službo v korporaciji, v družbi BTC. Kako to, da si se odločil, da bi šel v svoje podjetje? Ker to večinoma ogromno ljudi to zanima, veliko podjetnikov se ponavadi ne odloči za to. Kako da si se odločil? Kaj je bil ta prelomna točka? Jaz sem od nekdaj v bistvu pač imel željo imeti nekaj svojega in pač trajalo je pa nekaj časa, da v bistvu pač se zbildaš toliko, da prvič imaš toliko izkušenj, da greš kaj od takega, pa da v bistvu pač sploh imaš možnost pač pridobivanja posla. In ja, pač dostikrat mene ljudje vprašajo, pa si imel ful fajn službo. Meni je bilo top, meni je bilo ful zakon v BTC-ju. Ampak pač, ko imaš pa željo nekaj svojega delati, je pa to čisto nekaj drugega. To je tako dan pa noč. In ne vem, jaz v bistvu zdaj ne delam, jaz pač v bistvu se ukvarjam z nečem, kar mi je pač way of life in je ful dober. In ne vem, to je pač imeti nekaj svojega pa delati za sebe je nekaj, kar moraš probati. To bi mogel vsak probati. Pa je prej si omenil, se pravi, da tudi Telegram pa take zadeve pridejo v nedeljo upoštev. Se pravi, bi rekel, da zdaj se je tvoj urnik, recimo z enega normalnega 8-urnega delovnika na dan spremenil, precej spremenil. Kaj to pomeni z vidika, zdaj gledam to, da si šel v to novo pot in da res ogromen projektov, ekipa se širi, moraš skrbeti za podjetje.
Kaj to zdaj pomeni zate? Pomeni, da ne delaš več 8 ur na dan, delaš cel dan, ampak jaz se bolj zdaj počutim, kot pa če bi zdaj bil nekje od 8 do 4 pa prišel domov brez skrbi, pa pač ne bi rabo več o tem razmišljati. Zato, ker delaš za sebe. Ne? Je pa res, da so dnevi, ki imaš neke, bom rekel, strahove, ne veš kako, kaj, kje. There are ups and downs, definitivno. Pa so neka presenečenja, zaradi stvari, ki jih še ne poznaš, pa pač moraš iti čez njih. So pa dnevi, ki ti pač zapaše ob 10 zjutraj iti v center, pa greš z laptopom dol na Petkovška in pač tam delaš od doma, mislim, iz lokala, in je to pa tudi neka vrednost, ki jo v drugi službi mogoče nimaš šanse izkoristiti. Tako da ja, to nekako. Iz 8-urnega delovnika na cel dan. Super. Daj mi povej, koliko je ta korona v bistvu pohitrila digitalizacijo? Ti si rekel, ti si imaš, se pravi, imate agencijo, ogromno povpraševanje je bilo za razne spletne trgovine, da se postavljajo nove spletne strani, da se uvede razne hitre rešitve. Koliko je po tvojem mnenju ta v bistvu pandemija vplivala na pohitritev digitalizacije? Jaz mislim, da je vsaka kriza za nekaj dobra, in če ne drugega, zdaj smo se vsi naučili vsaj Zoom uporabljati. Ker prej si imel problem pri tem, da nekdo ni znal, ne vem, maila poslati, zdaj pa imamo vsi že, pač kar ni več problem se online dobiti, pa stvari se online zmeniti. Jaz mislim, da je imelo full push na temu. Mislim, da ga bo še nekaj časa, pač se bo še to dogajalo, da pač bomo še vedno bolj ratali digitalni. Kar je itak nujno, ker tisto do zdaj, če zdaj nisi se digitaliziral, pač se tudi nikoli ne boš. Pa veliko takih firm, ki se pač ni, je pač vmes propadlo. Tako da ja, za moje pojme je ta korona, kakorkoli že, pač imela ful dober vpliv na digitalizacijo. Imaš pa ti s svojimi zaposlenimi, vse vemo, da zaupanje je zelo pomembno, in zdaj se čedalje več govori, ogromno podjetij bo šlo v delo nadaljavo oziroma delo od doma. Ogromno bo nekega zaupanja, ne bo več toliko nekega naziranja. Vem, da določeno število podjetij zelo zanima oziroma se spogleduje z idejo 3-2 ali pa 4-1, se pravi, da bo še en dan od doma delo, ali pa celo 2 dni, ali pa celo več. Kako je pa tvoje mnenje glede tega? Oziroma, kako ti s tvojo ekipo funkcioniraš? Mi smo v bistvu štartali, bom rekel, pač bili smo prej full time vsi od doma, pa smo pa šli na varianto, da ne vem, smo bili en dan, 2 dni v pisarnah. Kaj se je vmes zgodilo, je, da hitro ugotoviš, jaz sem bil full velik zagovornik tega dela od doma in da v bistvu pač ne rabiš nikjer sedeti, pa sem ugotovil, da to res ni čistek dober, pa čistek fajn. Vsaj enkrat ali pa 2-krat na teden je fajn, če si skupaj z ekipo, če ne drugega, da se pač vidiš, da greš uživaš čez te stvari, kar so za narediti, ker vmes se ti zgodi, da pač padeš v neko tak free spirit, misliš pač, it's all fun and games, ampak deadline so pa vedno, projekti so za narediti, in se mi zdi, da ja, pač to posledično pomeni, da ne vem, in vsi smo malo bolj na easy, če si samo doma. Eni pa tega recimo sploh niso sposobni delati, pač poznam case, ki so probali, pa po 2 dneh so šli nazaj v pisarno, ker niso mogli od doma delati. Tako da, ja, definitivno moraš imeti neko zdravo mero tega načina dela od doma. Še to povej, se pravi, ti si šel iz različnih vlog, kot profesor, kot razvijalec, zdaj v vlogo direktorja. Kaj pa recimo vloga, ki se pravi, ti si zdaj v neki zelo pomembni vlogi in moraš tudi iskati posel, moraš se pogovarjati s strankam. Kako si razvil ta znanja? Learn by doing. Learn by doing, predvsem pa v bistvu pač pogledaš, kako so drugi to delali. Imel sem pa to prednost, da sem pač, bom rekel, spoznal te prodajne procese, bil sem večkrat zraven kje na sestankih, in kjerkoli si, pač samo opazuješ, kaj se dogaja okoli tebe, in na ta način pač poskušaš tudi ta znanja ti uporabiti. Je pa res, da ne vem, kar se tiče prodaje, pa tega sem pač dosti tudi na, ne vem, kakšne kurse gledal, marketing in podobno tudi. Pač to so znanja, ki jih jaz v osnovi nisem imel in sem se jih mogel pač preučiti. In sigurno pač na drugačen način gledam na te stvari, kot pa če bi bil v bistvu pač iz tega, če bi imel izobrazbo iz te smeri.
Zdaj mi pa povej, se pravi, zdaj smo v 2020, juni, kje bo Forič Labs ali pa Robi Pritržnik s podjetjem čez, ne vem, 3 leta ali pa čez 1 leto? Kakšni so cilji, ambicije? Zdaj, cilj en je sigurno povečati ekipo. Že zdaj se nam v bistvu dogaja to poletje, da imamo preveč projektov, za kolikor nas je. In bomo pač sigurno še povečali kader. Tle bo pač pol tudi v bistvu pač se bo malo način dela spremenil, ker nas bo več. Pač tle smo zdaj bili 3 kolegi, ki se razumemo med sabo, pol bo sigurno nek zunanji zraven, ki bo pač mogel se vklopiti zraven, pa bo pač malo drugače. Pač definitivno bomo skalali vse. Ne mislimo pa iti pač v neko preveliko firmo, ker hitro priješ pa do tega, da ko dosežeš nek threshold, pač pa tudi narasteš več to hitro, sploh pri agencijskih pa pri servis biznisu. Tako da to je ena stvar, druga stvar je pa v bistvu pač kupujem doma, ker se bo v bistvu spin-offal v novo firmo in se bo v bistvu pač tam čist posebej pač spostavil proces dela pa ločeno, tako da ta projekt pa ne bo več pod Forič Labsom, ampak bo pač na ločeni firmi. To so neki cilji za zdaj. Top. Ok, zdaj pa mi povej, če bi imel ti pred sabo skupino študentov ali pa mladih podjetnikov, ki se odločajo za podobno karierno pot, kot si jo šel ti, kaj bili 3 glavni nasveti, ki bi jim dal? Sprobati čim več stvari. Ne smete biti strah failati, pač ker strah bo naredil samo eno stvar in to, da te bo pač držal nazaj, pa da pač ne boš naredil nečesa. To je tako, pač, ko hočeš punco ven povabiti na kavo, pač jo moraš povabiti. To je pri biznisu isto. Zanimivo, super. Tako da to in pa čim več stvari sprobati, pa ne se bati delati napak, ker se ful veliko iz tega naučiš. Dobro, hvala. No, ste slišali, te 3 nasvete si je res pametno zapomniti. Zdaj me pa zanima, kakšen je pa tvoj, se pravi, prosti čas, s čim se ukvarjaš? Kaj so, ne vem, poslušaš kakšne podcaste, knjige, s čim preživljaš prosti čas? Ker si rekel, da se pravi delo, načeloma delaš vsak dan, 24 ur, skozi si odziven. Kaj te sprošča? Sprošča me sigurno glasba. Pač jaz igram kitaro pa klavir in to je sigurno ena stvar, ki me pač pol odklopiš totalno in pač imaš tisti moment za sebe. To je definitivno nekaj takega, kar mora vsak imeti, pač eno stvar moraš imeti, da se malo odklopiš. Tako da pri meni je pač to kitara. Drugače pa pač rad hodim ven v naravo. Zdaj, ta management pa vse ta v bistvu pač način dela me je pripravil tudi do tega, da sem se začel zdaj s fitnessom ukvarjati in je top. Pač ponovadi imam zmeraj zjutraj izgleda pri meni tako, da ne vem, se zbudim relativno zgodaj, ponovadi sem 6:50 že fully operational in pol, ne vem, nek stretching, pa ponovadi imam pol zjutraj fitness, tako da sem pol do 9 že v pisarni in je full dober feeling, ker priješ v pisarno pa veš, da si že nekaj naredil. In to je v bistvu pač tisti čas, ko dostakrat pol tako imaš malo razmišljati o stvarih pa tako za sebe. Mislim, da je dobro, to si dobro izpostavil, ker ogromen, bom rekel, uspešnih ljudi ima neke te dnevne rutine oziroma ima kakšen trening zjutraj, da se napolni z energijo. Misliš, da je to tudi neka formula za uspeh, da ti da pol ta zagon, da si še bolj aktiven čez dan, se pravi, da imaš neko športno aktivnost? Ja, mislim, jaz prej se ful nisem s športom ukvarjal, pa mi je bilo to tako, zdaj pa vedno več, zdaj pa vse. In zgleda, da je nekaj na tem. Vsaj jaz sem pri sebi opazil, da je to, da mi da to ful energije, ful puša in ne veš, če ne sprobaš. Tako. Zdaj mi pa opiš tvoj ponedeljek, kako se začne. Pa začniva kar s tem, ko vstaneš do tega, ko greš na trening, pol ne vem, prideš v službo, cilji, tako da greva kar tvoj tipičen ponedeljek. Ja, okoli ponedeljka je ful zanimivo to, ker vsi se sovražijo ponedeljka. Jaz ne vem, kaj je ponedeljek pač folko naredil, pač, tako, pač, nič ni bad pri ponedeljku. Je pa tako, pri meni v bistvu pač imam, se pravi, zjutraj pač v ponedeljek imam fitness, grem na trening
pridem v pisarno, vmes v bistvu že razmišljam, kaj imam na to-dojih. Daj priješ v pisarno, da malo vidimo, koliko zgodaj začneš že razmišljati in kreirati. Ponavadi sem tako 8:30 ali pa 8:45 v pisarni. Je pa to bolj pač tako, času pač imamo še zjutraj še kakšno kavo, pač kasneje ni to neko pravilo pri nas. Pol, ko pridem v pisarno, grem čez v bistvu pač neke te taske, čez koledar, kaj je odprtega, naredimo briefing med sabo z ekipo, da vidimo, kje smo s projekti, kaj je v bistvu za ta teden. Ponavadi imamo pol tudi v bistvu še malo brainstorminga za stvari, ko so odprte, da naredimo, tako da v bistvu pač ponedeljek je bolj rezerviran za neko planiranje stvari, kaj se bojo dogajale čez teden. Pa v bistvu, ko pač te stvari porihtamo, pa pademo v bistvu pač v ta work zone in je dost rata divje, ker stvari vmes letavajo, pač tudi, ko je koledar, pač to nič ne pomeni, se ti pač stvari zamikajo, premikajo in tako pač pol se začne ta delovni teden. Dobro. Ok. Zdaj, ti si kreiral ogromno nekih zanimivih projektov, zdaj imaš res 2 projekta, ki sta te katapultirala. Kupujem doma je projekt, ki je oziroma ratuje slovenski Amazon, kjer boš res združil oziroma želi združiti in postaviti tudi Slovenijo mogoče malo na zemljevid. Zdaj mi pa sam še povej, greva neko zaključno misel, ki bi je namenil vsem našim poslušalcem, od tega, da ti naredim pritisk, da te poslušajo direktorji, predsedniki uprav, študentje, akademiki, tako da neka zadnja misel, ki bi jo namenil, zdaj lahko je to nasvet, lahko je to nekaj, kar si se naučil, neka izkušnja. To eno isto podobno vprašanje sem že enkrat dobil, pa sem tako prav razmišljal, kaj je ena taka stvar, ki pač lahko paše za vse te stvari, ampak jaz bi rekel, da pač vsi moramo biti v prvi fazi ljudje, karkoli delaš. Se pravi, pač bod človek, razum tistega, s komu delaš, ker pa to deli dobro, ker pač z dobrim se dobro vrača in če boš v bistvu pač te stvari počel, pol mislim, da ni nekih ovir, da ne bi pač kakorkoli uspel. Super, hvala. Jaz bi se ti rad zahvalil, Robi, za ta najin podcast, intervju. Res ogromno nekih norih informacij smo dobili. Želim ti veliko sreče, veliko uspeha. Jaz vem, da te bomo še spremljali. Vem, da se bo še veliko stvari dogajalo s Forič Labsom. Sem kar zelo navdušen in res komi čakam. Tako da res še enkrat hvala, ker si prišel na nas podcast Beyond Leadership. Tako da veliko sreče v življenju, veliko sreče na vseh novih projektih. Hvala. Hvala. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.